Spoštovane dame in gospodje, 1. maj 2020, na začetku vesel in srečen praznik dela vsem. Je pa treba na tem mestu spregovoriti nekaj besed o trenutnem stanju in o naši prihodnosti, ki mora iz destruktivne smeri prestopiti v progresivno, konstruktivno in smiselno smer, kajti nahajamo se v neki točki razvoja družbenega, kulturnega, tudi ekonomskega, kjer bo treba pričeti uvajati nove paradigme, ki bodo bistveno bolj premišljene, poštene in učinkovite od trenutno obstoječih. V preteklih dneh smo v Sloveniji priče spet konkretnemu političnemu obračunavanju. Levi proti desnim, desni proti levim, sploh ni več pomembno. Pomembno je, da pri vsem skupaj vselej trpi tisti del prebivalstva, ki ni ne desni, ne levi, ki morda na nekih volitvah, bodisi leve, bodisi desne voli, v upanju, da ga bojo zastopali, ampak na koncu se vselej izkaže, da politične skupine prebivalstvo, narod potrebujejo takrat, ko so volitve, kasneje se pa v obliki lobijev, interesnih skupin, kartelov in podobno dogaja vselej enak podoben scenarij, za katerega pa lahko zdaj s gotovostjo rečemo, da je za slovenstvo uničujoč. Torej, da ne bomo predolgi. Nahajamo se v letu, kjer je 75. obletnica zaključka druge svetovne vojne, kjer je 40. obletnica smrti Josipa Broza Tita, ki je za takratno Jugoslavijo pomenila prelomnico in začetek konca. Nahajamo se pa tudi eno leto pred 30. obletnico suverene Slovenije. In čas je, da dejansko stopimo na pot, ki je takrat navdahnila večino ljudi, dajala optimizem, upanje. V preteklih nekako po grobi oceni 15 letih pa se nahajamo v nekem vrtiljaku, ki povzroča zgolj frustracije, razočaranje in na koncu tudi kot posledico sovraštvo in prezir do lastne države. Zavedati se moramo, da naša država leži na geografsko čudovitem delu sveta, da lahko v, rečemo takole, 5 urah neke zmerne vožnje človek pride od prekmurske Gibanice do Lignjev na Žaru, se pravi, toliko naravnih danosti je možno videti in izkusiti. In naslednje dejstvo, ki je zelo pomembno, čeprav se morda na prvi pogled ne zdi, je pa to, da smo edina država, ki ima mednarodno prepoznan izraz za ljubezen, se pravi angleški love v imenu. In ko bomo stopili, kar je itak neobhodno za vse te, ki se tega zavedamo, na pot tovrstnega udejanjenja, da postanemo ljudje s plemenito, z žlahtno etiko in moralo, takrat bomo dejansko potencial našega okolja, ki je ogromen, ki je edinstven, sploh aktivirali, kajti to, kar se dogaja danes, je pretežno kriminal, ropanje in pa potem pasivni odziv večine, za katerega pa vemo pasivno dobro podpira zlo. Zato bomo dejansko za neko revitalizacijo morali si postaviti konkretne cilje. Za vzpodbudo pa lahko brez nadaljnega povemo, da imamo tako na zgodovinskih, arheoloških, kulturnih nivojih toliko potencijala, da lahko z malo vložka glede na učinek in mnogo ene ljubezni, truda in angažmaja postanemo svetovno prepoznana in tudi cenjena destinacija. Ne samo prepoznana, cenjena, kar potem seveda dejansko zasede neko mesto, situacijo, kjer bi naša država oziroma dežela morala biti. Naj nam bo moto za tokratni 1. maj delo plemeniti, izobrazba osvobaja in zavedajmo se sočasno tega, da 1. maja obeležujemo tudi jubilej vstopa v Evropsko unijo. In
gledanje, da je Evropska unija nekaj samo slabega, katastrofalnega, seveda ni pravilno, ker si vedno pri tovrstni kritiki v misli pritegnimo, kaj pa če se naši politiki v Evropski uniji obnašajo takole kot doma, potem ni čudno, da je ugled naše države padel in nesmiselno je sklepati, da je ugled naše države v Evropski uniji padel zaradi neke zlobe Evropske unije, ampak predvsem verjetno oziroma kar očitno zaradi vedenja in vedenja naših reprezentantov tam. 1. maj naj bo torej reset in naj se prične aktivno aktivirati in udejanjati ljubezen v imenu naše dežele in države. In naj bo potem naslednje leto jubilej 25. junija dejansko takšen, vsaj v osnovi za razvoj, kot si ta dežela in država tudi zasluži.